vse kaže na tisto, česa smo se že vnaprej veselili, to je na zmago gospoda Pahorja. Vaša stranka je torej stavila na pravega konja, če tako rečemo? To ste se zelo narobe izrazili. Mi smo podporo dali kandidatu, za katerega smo bili od samega začetka prepričani, da je najboljši. To danes je zmaga sredinske, zmerne, povezovalne, konstruktivne politike, točno take, kot jo zagovarja Državljanska lista. Bo ta zmaga pripomogla k razrešitvi situacije, ki jo v zadnjih tednih spremljamo? Prepričan sem, da ja. Izvolitev Boruta Pahorja za predsednika republike bo, po mojem mnenju, zaradi njegove povezovalnosti, konstruktivnosti in pozitivne naravnanosti, usmerjenosti v rešitve, zanesljivo pripomogla k razelektritviti politične situacije. To je pa tisto, kar Slovenija ta trenutek najbolj potrebuje. Menite, da so Slovenci Borutu Pahorju dali drugo priložnost s tem, ko so ga izvolili za predsednika republike? Dali so mu drugo službo. Služba predsednika vlade je nekaj popolnoma drugega kot služba predsednika republike. Mislim, da so državljanke in državljani to zelo jasno razločili. Dali so mu priložnost in investirali vanj upanje, da bo odličen predsednik republike. In to upanje delim. Tako še za zamudnike, kakšnega predsednika smo danes dobili? Povezovalnega, konstruktivnega, sodelovalnega, usmerjenega v rešitve. In zmernega in sredinskega, po moji oceni. In to bi po vašem mnenju te proteste tudi lahko pomagalo razelektriti, ko ste govorili o tem? Čarobne paličice, seveda predsednik republike za razelektritev napetosti, ki vlada med ljudmi, nezadovoljstva, ki vlada med ljudmi, predsednik republike ne bo imel. Bo pa lahko svojo formalno in moralno avtoriteto prispeval k temu, da se bo celotna politika začela obnašati bolj konstruktivno in sodelovalno. Jaz bi mogoče samo še to, a se vam zdi, da je tudi ta volilna udeležba, ki je zdaj še nižja kot v prvem krogu, da je tudi to na nek način protest državljanov? Na vsak način. Jaz sem pričakoval nizko volilno udeležbo, je logična, je rezultat in posledica nekega splošnega nezadovoljstva s politiko, stanjem pravne države, z situacijo v državi nasploh. Kaj pa če bo nižja kot recimo kvorum, ki ga pravniki predlagajo za referendumsko zakonodajo? Nizka volilna udeležba je vsakič zaskrbljujoča. Z nizko udeležbo ljudje vedno dajo neko sporočilo, tudi tokrat so ga dali. Jaz mislim, da se moramo vsi politiki zamisliti nad tem sporočilom, tudi novo izvoljeni predsednik republike, in narediti vse, da bodo na naslednjih volitvah udeležbe višje. Hvala. Prosim.